Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Robert Golob še vedno ni odstopil, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Na štavbi je v resnici superjunak in obvlada kvazi vodno diplomacijo v nulo. Poglejmo. In Slovenia, in the wake of the devastation of last year, we are building a super advanced digital ecosystem which will link the satellite observation data with supercomputing power and artificial intelligence in order to predict how and where the water is going to show up, in order to predict where the water can be found throughout the world. Super duper digitalni ekosistem, ki bo po zemlji in povsod drugje iskal vodo. Ni kaj, pravi povodni mož oziroma kar Aquaman. Sej ne veš, ali bi jokal ali pa se smejal. Sedaj pa se lotimo 11. oddaje okrogle 8. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali Stop cenzura, Festival svobode nas vodi v Čeferinolandijo. Planet TV je tako rekoč čez noč ostal brez svoje paradne oddaje Ura moči. Kako je do tega prišlo, nam bo povedal naš posebni gost, novinar in publicist, nekdanji voditelj in urednik oddaje Ura moči, Bojan Požar. Bojan, dobrodošel v Faktorju. Živo, lepo bi. Hvala za vabilo. Prosim, Bojan. Bojan, zdaj ti si dolgoletni kronist slovenske politike, ne? Zdaj, ko gledamo te nastope predsednika vlade, recimo v Združenih narodih, ne, kjer napoveduje neke najnovejše skrivnostne tehnološke rešitve za iskanje vode, govori o vodni diplomaciji in tako naprej. Kako na ti to gledaš? No? Ja, ne vem, jaz najprej, ko sem dobil pač obvestilo s strani kabineta predsednika vlade, o čem bo Golob govoril v New Yorku, sem videl, da bo govoril o vodni diplomaciji. Ne. Nisem pač, zdaj imamo en kup nekih diplomacij, ne, ženska diplomacija, opolnomočenje in tako dalje. S tem stvari nisem si znal točno predstavljati, zakaj pa zaprav gre. No. Ampak nisem si pa mislil, da bo kaj takega, da bo slišal kaj takšnega, kar sem potem dejansko slišal. Ne. Zdaj, mislim, veliko stvari je že povedal takšnih ali podobnih Robert Golob, ne? Tako da malo smo že pa nas navajeni. No? Zdi se mi pa zdaj, ko dobiš to iz New Yorka, iz Amerike, iz ne vem, sedeža Združenih narodov, da pa stvar pa zgleda, bom rekel, ne vem, nekje se med fascinantno, kakšno domišljijo ima ta predsednik vlade, ne? Med bizarnostjo, med čem govori, ne? Ampak v glavnem ena blazno velika razlika med tem, kar pravzaprav Robert Golob govori in kar pravzaprav dejansko je, kar pravzaprav on dejansko počne. No. Ta razlika postaja na nek način že neznosna, ne. Čeprav, glej, zdaj po 2 letih je v bistvu se lahko sam še malo, bom rekel, smejimo, se nam zdi v bistvu neke vrste komični vložki, no. Z eno besedo bi pa rekel, če bi pa, mislim, lahko uporabil samo eno besedo, bi pa rekel, da gre v bistvu za neke vrste grotesko, ne. Ja, imaš kar prav po moje, jaz sem tudi ljubitelj znanstvene fantastike in včasih imam občutek, da Golob, ne vem, že dela napovednik za recimo, ne vem, Peščeni planet, 3. del, ne, da to vodo išče in tako naprej. Edin to, ne, bom rekel, s tem se še vedno nekako ukvarjam, ne, nisem še se, mnenja so različna seveda, ne, z ljudmi, ki se pogovarjam, ampak nisem si še nekako na jasnem, ne. Zdaj, on to nekako dela pač zato, ker to, kar govori, res verjame, ali pa to preprosto se pač, bom rekel, zlaže, ne, v okviru nekega svojega političnega joba, političnega posla, ne. Ampak oboje, bom rekel, oboje je na meji norosti, ne, ali gre za eno ali drugo stvar, tako da, ampak slej ko prej se bo na nek način tudi to razčistilo, ne. Ker takega predsednika vlade, mislim, veliko smo že dali skozi, ne, veliko, ne, smo že mislili pri Šarcu, da nižje ne gre, ampak to, kar pa zdaj, mislim, Šarec je smrtno resen filozof, ne, proti temu, kar nam zdaj govori Golob, no. Ja, Šarec z bazenom, ki ima vodo, je že v bistvu najboljši. Tako. On je vse uporabljal, veš, te neke ljudske modrosti, pa malo je ponavljal te scenarije, ki jih je imel včasih, ki je oponašal Drnovška in pa druge ljudi, ampak to, kar počne pa Golob, ne, to je pa, ne vem. To pa je znanstvena fantastika, tako kot sem rekel prej. Bojan, jaz verjamem, pa poznamo te, da ti že dolga leta kot novinar, urednik in tako naprej, pač verjameš v svoje delo, verjetno si tudi pri oddaji Ura moči verjel, zgledali navzven, da tudi na televiziji Planet TV, ne, kjer se je ta oddaja predvajala, verjamejo v to do točke, ko so nehali verjeti.
Pa me zdaj zanima, če nam lahko pojasniš našim gledalkam in gledalcem, kako je potekala zadeva s tem nesrečnim intervjujem z gospodom Milovićem. Čeprav vem, si ta intervju ti z njim že posnel, preden je moral gospod Milović v zapor. Izvolj. Ja, no zdaj smo najprej moram reči, no, da jaz sem to zdaj, letos bi bila v bistvu 5. sezona že, 4 leta že delam tam, čas je blazno hitro minil, ampak nikoli doslej nisem imel takšnih težav, oziroma nobenih težav nisem imel na Planetu. Jaz sem pač vedno oddajo posnel, nihče me nikoli ni vprašal, kdo bodo gostje, kaj bodo povedali, vse to je bilo nekako v moji domeni in tudi jaz, bom rekel, od gostov nisem nič, kako bi rekel, izsiljeval neke odgovore njihove, pa jim izsiljeval neke teze in tako dalje. Vse je bilo dosti free, zato me ta stvar tudi, bom rekel, toliko bolj pač presenetila. Ampak se je pa en kup nekih stvari takih nenavadnih zgodil. Jaz sem se za intervju z Milovićem dogovoril v nedeljo zvečer, on bi mogel iti pač v sredo v zapor, to je bil ta zadnji teden avgusta, pri čemer sem jaz njega že pred pol leta, malo več kot pol leta prosil, če bi dal intervju, pa najprej rekel ja, potem pa si je pomislil, pa ne. No, kasneje se je potem vmes pojavil tisti intervju na Novi 24. Skratka, midva sta se v nedeljo zvečer dogovorila, v ponedeljek mi je potrdil, potem sem jaz poklical na Planet, ker sem pač rabil nek poseben snemalni termin, ker moji snemalni termini so sicer ob koncu tedna, dobil sem ga v torek, glede na to, da je pač gospod Milović se v sredo že moral pojaviti v zaporu in on je pač tja prišel. Zdaj, jaz Milovića že dlje časa poznam, bil je zelo, kako bi rekel, to bi verjetno bil vsak od nas, bil je že kar precej tako psihološko malo načet, malo se sud, glede na to, da se je pač naslednji dan mogel javiti v zaporu, to je popolnoma razumljivo. In ravno zaradi tega se mi zdi, da je imel ta intervju neko posebno težo, ker v bistvu jaz sem bil v bistvu zadnji novinar, ki sem njega videl v živo, preden je šel v zapor in take stvari so v bistvu neponovljive. Ampak za razliko od intervjuja, ki ga je dal on na Novi 24, kjer sta pravzaprav govorila, ker ga je Boris Tomašič spraševal predvsem o Golobu, ne o Čeferinu, ki je v bistvu osnova bila te zgodbe, zaradi katerih je v bistvu Milović sploh pač imel možnost, da da intervju. Sem ga jaz spraševal pravzaprav o Čeferinu, ne samo Aleksandru Čeferinu, o Petru Čeferinu, o Roku Čeferinu, ker v bistvu vsa ta zgodba izhaja iz tega njegovega posebnega odnosa, ki ga je imel z družino Čeferin. On je bil pri njih zaposlen, z Aleksandrom sta bila celo velika zasebna prijatelja. On je pred oddajo mi je kazal fotografije, kako ga je Aleksandar Čeferin obiskoval na domu, kako je ujčkal Milovićevo hčerko in tako dalje. In to mi je bilo fascinantno, kako je to potem možno, da se iz takega odnosa prijateljskega in poslovnega v bistvu vse skrb spremenili tako, da so ga na nek način Čeferini izdali, ga namučili, prav dobesedno zarotniško, to pač Milović pripoveduje, in je v bistvu on na mestu njih tako rekoč šel v zapor, oziroma šel sedeti. In mene je ta plat zgodbe zanimala, ne toliko to, kaj je imel kasneje Milović z Golobom, pa z ostalimi politiki, ki so zdaj aktualni. Nekaj smo se okoli tega pogovarjali, ampak to je bilo to. No, glavno, mi smo ta intervju posneli in potem bi se pač v nedeljo mogel predvajati. Jaz sem bil nekoliko, bom rekel, malo sem imel slab občutek, veš, tega pač dobiš, po vseh teh letih ga dobiš in sem pač prvič v življenju, da sem nekoga nekaj prosil na Planetu in sem prosil Uroša Urbanijo, naj bo diskreten glede tega intervjuja, da naj ne govori okoli, da imamo ta intervju in da ga bomo predvajali. Jaz sem bo to eksplicitno prosil. In rekel, ja, seveda, imaš prav, se strinjam in tako dalje. No, potem me pa v sredo pokliče in v bistvu po telefonu me na nek način postavi pred dejstvo in mi reče, ja, veš kaj, v bistvu se odločil, to je res fantastična zgodba, ta intervju, da bi ga najavili v oddaji Planet 18, da ga bomo predvajali v nedeljo. Ponovno sem mu izrazil svojo skepso, ampak je rekel, ne, sej to mi nismo večer, se spomnim tega izraza, mi smo vendarle Planet TV, to je velika korporacija, ne mogoče, da bi kdorkoli kaj prepovedal in tako dalje. Mogoče, Bojan, če dovoliš, če se strinjaš, bi kar pokazali to njihovo najavo, ko imamo pripravljen posnetek, pa pogledamo. Intervju z Milošem Njegoslavom Milovićem bomo objavili v nedeljo v oddaji Ura moči, razen v primeru, da Aleksandru Čeferinu uspe objavo intervjuja s pravnimi postopki preprečiti, kot mu je to že uspelo v primeru časnika Večer.
Zdaj tu voditelj Luka Svetina, sicer tako kot praviš, napoveduje ta intervju kot veliko medijsko zgodbo, kar tudi je, ampak hkrati pa že pravi, če ne bo Aleksandru Čeferinu uspelo po pravni poti tega preprečiti, tako kot je storil z intervjujem na Večeru. Zdaj, kako ti to recimo razumeš, pa če greva pa naprej? Ja, zdaj jaz ne vem, ali je uspel Čeferin to z intervju na Večeru preprečiti z pravnimi potmi, ker to se mi načeloma zdi nemogoče, ker ti ne moreš prepovedati nekaj, kar še ni bil objavljen. Se ne veš, kaj v bistvu prepoveduješ. Sodišče tega ne bo prepovedalo. Sodišče lahko prepove nekaj, kar je bilo dejansko izrečeno ali pa narejeno ali pa storjeno ali karkoli. Kar mi je bilo tukaj nenavadno je to, da je Svetina pač, ko je to prebral, saj po mojih informacijah ni šlo za njegov tekst, ampak ga je napisal nekdo drug, da je, mislim, zakaj je on šel na nek način v bistvu Čeferinu povedati, poglejte, mi imamo tukaj intervju, ampak če želite, ga lahko prepoveste s pravnimi sredstvi. Kakšna dikcija je pa to, razumeš, In potem naslednji dan, v četrtek, jaz sem bil še na Štajerskem, smo neke privatne zadeve, me kliče Urbanija, pač videl sem, da me kliče, ker nismo telefon pri sebi, in ko sem videl klic... Po tej najavi, naslednji dan, Ja, naslednji dan po tej najavi sem vedel, da nekaj ne štima, ker načeloma, te veš, se pač ne kličemo kratko, tja v dan, vedno bojo videti nekaj vzad, in mi je pač povedal, da je prišlo do prepovedi objave intervjuja, on je bil pač zadolžen nekako, da mi to v bistvu prenese. Zdaj, kako je šla pot, kdo je bil vse tukaj vpleten s strani Planeta, jaz na žalost zdaj ne bom povedal, ker mi grozijo za tožbo in dokler ne rešim nekih pravnih okoliščin tega ne bom povedal, lahko pa povem to, ker bom pač govoril o imenih, ki niso zaposleni na Planetu, ker to pa verjetno lahko govorim, so pa povezani. Oni sajti ne morejo tega prepovedati. So pa povezani z cenzuro, Zgodilo se vse skupaj v 2-3 urah po tej napovedi, ki smo jo prej videli od Svetine, Tako kot jaz pač vem, je Rok Čeferin, ki je v Ljubljani, podpredsednik Ustavnega sodišča, je videl to napoved, videl je, ali gledal, ali je videl na Twitterju, to ne vem. Sporočil je to Aleksandru Čeferinu, ki je bil v Monte Carlu, ker so imeli neko žrebanje povezano z nogometom iz UEFA, in tam je pa potem prišlo do dogovora z nekaterimi posredniki, ki imajo zveze z lastniki Planet TV-ja na Madžarskem, da je treba pač nekaj narediti. In eden od teh posrednikov, nekoč ga bom pač seveda zagotovo omenil, je rekel, da bo on za to poskrbel, šel je ven in je prišel čez 1 uro nazaj k Čeferinu in mu je rekel, zadeva je urejena, intervjuja ne bo. In to se je zgodilo. Ok, super. Predlagam, da se zdaj vzamemo krajši premor, Bojan, da najni gledalke in gledalci to premeljajo, kar si nam pravkar povedal. Tako da ne nama uiti, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, zakaj je Planet TV ostal brez svoje paradne oddaje Ura moči. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami je še vedno naš posebni gost, nekdanji urednik in voditelj oddaje Ura moči na Planet TV Bojan Požar. Pogovarjamo pa se o tem, zakaj je Planet TV ostal brez te oddaje. Bojan, tole me zanima, ali je direktor Planet TV Uroš Urbanija ti navedel kakšen razlog, zaradi česa televizija ne bo predvajala tega intervjuja oziroma kdo je tako odločil, čeprav vem, so oni pogodbeni lastniki avtorskih pravic vseh oddaj, ki jih ti narediš, Ja, zdaj Urbanija ni direktor televizije, Urbanija je odgovorni urednik informativnega programa oziroma odgovorni urednik njihovih poročil oziroma newsa, Planet 18. Tako da on načeloma tudi ni tehnično gledano, ni urednik Ure moči, oziroma ni odgovorni urednik Ure moči. Povedal mi je, da je prišel ukaz z vrha. To se dobro spomnim. Ukaz z vrha, to mi je pač povedal po telefonu, ko sem ga vprašal, ja, mislim, kako z vrha, kdo je naročil in zakaj je naročil, pa je rekel, da mi tega pač ne more povedati in potem nisem več van gasil, ampak sem si začel pač na podlagi drugih informacij ustvarjati, v bistvu neko zgodbo, kako je šla ta pot. Razlogov pa ni navedel, samo da je prišel ukaz. Ne, razlogov ni navedel, ampak zdaj jaz načeloma se mi tukaj postavlja več vprašanj, zdaj ali je recimo Aleksander Čeferin, ki je bil pač začetnik te prepovedi, ali je on intervju videl, Če on intervju videl, je to zame strahovita novica, ker pomeni, da pregleduje oddaje,
ki sploh še niso predvajane. Ne. Če pa intervjuja ni videl, je pa on tako strahovito, kaj, to se kar vse vprek neki cenzurira, ne, ali kako, ne. Razumeš, to je nepojmljivo, je nekaj takšnega, ne. Res je, da je Milović v tej oddaji povedal nekaj izjemno bolečih stvari in za Aleksandra Čeferina, in za Petra Čeferina, očeta, in za Roka Čeferina, podpredsednika Ustavnega sodišča. Moja ocena je, se strinjam z oceno nekaterih, da bi dinastija Čeferin zelo težko preživela ta intervju, ne? Zelo težko da bi to bil celo začetek nekega njihovega konca. Ne? Tudi je Milović v kamero pokazal nekatere dokumente, ki potrjujejo to, kar je rekel. Ne? On ni nekaj tam govoril, nekaj tja dan, nekaj na pamet. To sem te hotel vprašati, ti s svojimi dolgoletnimi izkušnjami si mu verjel temu, kar je on govoril? Lej, stvar je pač taka, da jaz Milovića že dlje časa poznam. Imam neko svoje mnenje o njem, ima tako, bom rekel, zelo neko bogato, ne, razupito kariero. Ne. Mislim, je v bistvu ni nepopisan list. Ni nepopisan list, ampak zelo veliko teh stvari je nekako že dal skozi. Ne. Ampak v tej zgodbi, na podlagi tega, kar sem jaz pač videl v papirjih na sodišču, v tej zgodbi jaz lahko rečem, da mu verjamem. Ne. Zdaj pač lahko, da se motim, ampak v tej zgodbi mu verjamem. Konec koncev je bil na sodišču tam, kjer je tekel postopek, je bil dvakrat opuščen. On je bil na koncu obsojen v neki zaprti celici 3-4 sodnikov. Ne. To je pač treba vedeti. Ne. In kar je zanimivo je to, da so njega obsodili, ga je obsodil isti senat 3 sodnikov, ki je takrat mene pred časom, se bo spomnil, poskušal da hitro spraviti v zapor, ne? Če nisem prišel neko obravnavo. Gre za isti senat, jaz sem ti senat takrat ovadil, ta postopek zoper te sodnike teče, ne vem v kateri fazi jaz sem bil zaslišan, ali so bili zaslišani oni, ali ampak zanimivo je to, da sem jaz, ko sem jaz zbijal informacije o tem, kaj se je takrat dogajalo, v mojem primeru ravno tako prišel do odvetniške pisarne Čeferin, ne? In sem takrat to tudi napisal v članku. Ne? Tako da, skočil več, pač Miloviću jaz v tej zgodbi na nek način verjamem in zgodba je v bistvu pravzaprav zelo bizarna. Ne? In očitno je tukaj res prišlo do situacije, da so pač poskušali Miloša Milovića zlorabiti za to, da je šel v zapor na mesto koga drugega. No? Konkretno na mesto pač, ker v bistvu, kako bi rekel, tisti, ki so pridobili nezakonito korist iz tega posla, ki je bil predmet tega sodnega postopka, je bila odvetniška pisarna Čeferin. Ja. Zdaj, če parafraziramo, sicer tudi tvojega kolumnista pa našega stalnega komentatorja Boštjana Turka, ki pravi, za Goloba ni pisma, ni problema, kljub pri tej zgodbi so pa Čeferin imeli obraten problem. Če je Milović oproščen, kdo je potem storil tisto očitano mu kaznivo dejanje? Ja, zdaj Milović, koliko je pač pripovedoval v tej oddaji, on v principu dolgo časa ni verjel, kaj se pravzaprav sploh dogaja in te stvari ni jemal resno, zato ker je pač bil prijatelj s Čeferinom, Aleksandrom Čeferinom. Aleksandr Čeferin mu je rekel, to se sodniki nekaj motijo, pusto, to bomo že uredili, in je pa stvar šla vedno globlje, dokler ni videl, zdaj sem pa noter, pa več ne morem ven. Potem pa je seveda začel stvari nekako pripovedovati. Tudi pove, da mu je žena učitala, da je bil naivn, da ne biti naivn, mu je enkrat rekla, ko je šel še k Aleksandru Čeferinu na rojsten dan, boš videla, on te bo na koncu namočil in tako dalje, in potem se je to res zgodilo. Ampak kar je fascinantno, kar ta intervju razkriva, je pa to, z dokumenti pokaže, da je gospod Peter Čeferin, starosta te odvetniške pisarne, na zaslišanju lagal pred sodiščem. Skratka, je krivo pričal. To Milović pove in pokaže dokument. In pokaže tudi dokument in pove, kako se je Aleksandar Čeferin izogibal zaslišanju. On je v bistvu nič dajal slovensko pravosodje. Napisal je pismo sodnici, okrožni sodnici v Ljubljani, je napisal pismo z glavo predsednika UEFA, to pismo Milović pokaže na ekranu, on je predsednik UEFA, on nima časa hoditi na zaslišanja na slovenska sodišča. Mislim, se pravi, po domače, je se slovensko pravosodje. Ja, izven zakona. Tako. Ampak zdaj, Bojan, če spet uporabil eno parafrazo, ki je značilna za Roberta Goloba, to metanje ljudi čez ramo. Milović ni prvi človek, ki ga je Aleksandar Čeferin vrgel čez ramo, odkar je predsednik UEFA, kar nekaj takih primerov je že bilo, dosti odmevnih.
Ja, zdaj on je, koliko jaz vem, je pač on relativno hitro zamenjal ekipo, ki jo je pripeljal iz Ljubljane, ne. Zamenjal je šefa kabineta, ta njegov pač, mislim, da sorodnik, odvetnik Luka Zajc, njega je zamenjal, pripeljal je eno novo odvetnico iz odvetniške pisarne Čeferin, ne. In zdaj, koliko slišim, naj bi pač pod pritiskom teh medijev v principu tudi bil v fazi menjavanja tega šefa varnosti, ne. Njegovega sicer osebnega prijatelja Police, ne. Zdaj menda Police je še vedno zaposlen na UEFA, ampak naj ne bi več upravljal funkcijo šefa varnosti, ampak to je zdaj na ravni govoric, no, tisto prej se je res zgodilo. Tako da pač, dobro, to So ne. pa še ti mednarodno odmevni primeri, ne? Se pravi, šef Juventusa, poznamo tisto zgodbo, ne, ob ustanovitvi Superlige, pa recimo nekdanji vrhunski hrvaški nogometaš Zvonimir Boban in tako naprej. Ja, do tega sem hotel v bistvu, to je pač ta interna faza na UEFA, do tega sem v bistvu še hotel priti. Ja. Okay, Saj to me v bistvu fascinira, ne, ker recimo tudi z Anjelijem, ne, pač ko človek bere članke od prej, ne, tudi meni osebno se je Čeferin pohvalil, kako je Boter, pač ko sem parkrat sva skupaj na kavi, no, kako je Boter Anjeljevemu otroku in tako dalje, ne. In potem kakšna silovita, in isto velja za Bobana, ne, kakšna silovita reakcija je potem, ne, ko pride do nekega spora med njimi, ne, kako pač Čeferin, bom rekel, kakšen karakter se pokaže, ne, pri tej zadevi. Pa to so vsebinski spori v resnici, ne? Niso si oni prišli na vzkriž v svojih zasebnih stikih. Ne, vsebinski spori, ampak ki se očitno potem v sekundi prelevijo v neke osebne spore, zamere in potem pride do izraza neka terminologija, ne, ki je v bistvu, ne vem, mi da načeloma sploh ne poznamo, kaj šele bi jo uporabljala in tako dalje. In to me je v bistvu fasciniralo in me čudi, ne, kako recimo slovenski mediji na to niso bili pozorni, ne. Zakaj so recimo lahko na to pozorni britanski mediji, ne, pa italijanski mediji, pa španski mediji, slovenski mediji pa nekako niso in to vse. Tako kot v politiki odpuščajo vse novim obrazom, ne, tako recimo Čeferinu pa vse odpuščajo, ne. Po drugi strani pa, ne, to vam lahko povedo vsi ti Čeferinovi znanci, ne, seveda ne bodo tega povedali javno, ampak bo lahko povedal v ofu. Čeferin je predsednik UEFA, vodi milijardno organizacijo, pisarno ima v Švici, ampak je kljub temu popolnoma obremenjen za njegovo podobo v Sloveniji. Aha. In njega zdaj danes bistveno bolj zanima, kaj bo Mida tu povedala. Vse bo, bom rekel, sestanek odpovedal, da bo lahko gledal to oddajo, tudi sestanek z Ronaldom ali pa za kakšne mesece bo povedal v ta namen. Ne? Ja, zanimivo, kar praviš. Kako so potem stvari tekle naprej, Bojan? Ti si najprej še sporočil, da pač te oddaje ne bo. Nekaj časa je kazalo, da pač oddaje naprej bo, ampak zdaj vidimo, oddaje dejansko ni več. Ja, poglej, jaz sem pač, povem to, kar sem v principu na nek način že takrat napisal. Jaz sem pač dobil ponudbo, da bi posnel potem v petek eno nadomestno oddajo, ne. Malo sem se načeloma strinjal, predvsem zaradi teh gledalcev in tako dalje, bilo malo žal in tako dalje, ampak potem sem ugotovil, da pa v bistvu treba imeti neko držo pokazati, ne, neko odnos do te cenzure, ker sicer ne pride nikamor, sicer lahko snemamo neke oddaje, pa nekdo pokliče iz Monte Carla, pa reče, to bo šlo v oddajo, to bo šlo, to ne bo šlo in tako dalje, nikamor ne pridemo. Sem si premislil in sem potem pa zvečer poklical oziroma sporočil Urbaniji, da nadomestne oddaje ne bom pač posnemal in da vztrajam na tem, pač, da se je bila ta oddaja cenzurirana in da treba te stvari rešiti. No. Potem v ponedeljek, ne, so me pač poklicali, me vodstvo Planeta kontaktiralo in me je vprašalo, ali bi bil pripravljen sodelovati naprej. Sem rekel, da ja, da ni težava, ampak da moramo rešiti dva problema. Ne. Želim zagotovilo, da se cenzure več ne bodo ponavljale, ne. Skratka, nima smisla nekaj snemam, potem bo pa nekdo iz Monte Carla odrejal, ali bo to objavljeno ali ne. Yeah. To sem želel imeti izrečno zagotovilo. In želel sem, da Planet TV povleče nazaj tisto sporočilo za javnost, ki je bilo žaljivo do mene, pa ne resnično, da oddaje niso predvajali zato, ker je bila pač podobna oddaja že prej predvajana na Nova 24, ne, to je absurdno sporočilo za javnost. Rekli so, da bodo to uredili, ampak tega niso uredili, oziroma se pač niso več, kako bi rekel, oglasili in je pač zadeva ostala in še danes je tako, kot je. Ne? Ampak a ni bizarno, Bojan, da sicer mnogo krajše, kot bi bil ta vajin pogovor, ki bi praktično trajal 1 uro, ampak vendarle, da je gospod Milović nastopil v dnevni informativni oddaji Planet danes, ne, kjer je govoril v bistvu o istih stvareh, o katerih bi se tudi vidva pogovarjala. Ja, glej, to je zdaj, ne vem zdaj, kako bi, ampak treba biti realen pri teh stvareh, ne, in realen odnos do tega pokaže, da se je vmes nekaj zgodilo, ne. Vmes je očitno Čeferin na nekem nivoju dosegel, da pa zdaj pa tega, ne, zdaj pa tega več ne bo na sporedu, ne.
Jaz si Ja. drugače ne znam razlagati. Ne? In če ste pozorni, če pogledate medije, boste videli od takrat naprej, dejansko Aleksandar Čeferin ni več v medijih. Ne? Ja. Milović ni več v medijih, Aleksandar Čeferin ni več v medijih in tako dalje in tako dalje. Z izjemo, kar smo vmes že pokazali na zaslonih, ne, se pravi tega velikega intervjuja v Delu oziroma ne Delu, ne, z Petrom in Aleksandrom Čeferinom, kjer sta se ona dva predstavila, vse to pa je cinizem prve vrste, vsaj po mojem mnenju, kot največja borca za svobodo govora v Sloveniji, ne, kjer pravita, da problem je, da ni več medijske svobode, da ni svobode govora. Mislim, moraš priznati, to pa je svoj vrsten cinizem, ne? In to istočasno praktično, ko so se dogajale te stvari s tvojo oddajo. Ob tem, da pač vem, no, da so nekateri novinarji konkretno Dela, ne, mi čestitali, ne, in mi hkrati potožili, da si pač oni take drže, ne, zaradi pač zaposlitev in tako dalje, ne morejo privoščiti. Ja. Mislim, hočem pač reči, da so novinarji Dela oziroma pač ne Dela, kakorkoli zgroženi nad takimi objavami, ne? Ki grejo očitno ki grejo v objavo na podlagi dogovora med družino Čeferin in pa lastnikom Dela Stojanom Petričem. Lastnikom, ja. Je pa res, ne, to smo tudi na nek način preko tebe... Mislim, to tudi ni nobeno novinarstvo, ne? To je v bistvu samo nek PR odnos z javnostmi in tako dalje. Ne? Zvedeli smo pa tudi preko tebe na nek način, ne, da kaj je bila vsebina ravno tako cenzuriranega, že narejenega, tako rekoč članka oziroma intervjuja z gospodom Milovićem za časnik Večer, ne, ki je gospod Milović to gradivo posredoval Komisiji Državnega zbora in tako postalo javno, ne, si ga tudi ti pač objavil oziroma povezavo do tega gradiva. Tudi tisti članek, ne, oziroma tisti intervju je precej obremenjujoč za družino Čeferin. Ja, zato so tudi šli v objavo, ne, pa kar se je kasneje izkazalo, je pa še nekaj. Ne. Milović je ta intervju poslal tudi vsem članom tiste preiskovalne komisije, mislim, da jih 11. Ne. In pazi, to je bilo, on jim je poslal marca. In do takrat, ko nisem jaz tega objavil, ker pač kasneje tudi Čeferin oziroma Milović poslal to tudi meni. Ja. Ampak do takrat to ni prišlo iz Državnega zbora. Nihče ni dal tega v javnost. 11 poslancev vseh političnih strank. 11 poslancev vseh političnih strank, vsi so držali to zase. Ti sam veš, nekaj pozna slovenski politik, da to nemogoče. Skratka, nekdo jih je resno prijel za vrat. In še nekaj, Milović je upet videl, da bo pričal pred to komisijo. In potem so ga tudi dali dol za spiska. Skratka, če rečem po domače, Čeferin je nekako prepričal 11 poslancev političnih strank, naj tega ne povejo nikomur, ne, da ta intervju obstaja, vsebina tega intervjuja, in da naj parlamentarna komisija umakne Milovića s spiska potencialnih prič te komisije. Ne. Mislim, to je v principu res neverjetno, da nekdo, ki je športni funkcionar, športni funkcionar ne glede UEFA, OKS, karkoli, da ima tako moč, ne, tako neposredno moč, ne samo nad mediji, tudi nad politiki. No? Ja. Zdaj pravim, brez pretiravanja bi lahko rekel, da imamo še srečo, pa verjetno tudi gospod Milović, da smo v Sloveniji, ne v Rusiji, ker zdaj, ko je zaprt, bi lahko tudi zginil, če bi bili recimo v Rusiji, ker vidimo, da vse zdaj zgineva v zvezi z njim. Ja, lahko bi iz obupa naredil samomor, ne? Ja, recimo, ja. Tega mu seveda ne želimo, ampak vendarle, Bojan, čeprav vem, je gospod Milović obsojen na 1 leto. Ne, 1 leto in 6 mesecev. 6 mesecev zaporne kazni, ja. Se pravi, čez leto in pol bo prišel iz zapora, ne? Kaj ti misliš, da se bo takrat zgodilo? Saj ta zgodba takrat ne bo izginila. Misliš, da bo gospod Milović potem po prestani kazni, pač, če ste se mogoče kaj o tem tudi pogovarjali, v tem vajnem intervjuju, bo pač pozabil na vse te stvari, bo poskušal zaživeti na novo? Misliš, da ga bodo Čeferini pustili na miru? Ker leto in pol ni tako dolga doba, ne? Ja, pač zdaj, če držijo Milovićeve besede, on ne bo tega upustil, ne? In pač bo, rekel, na nek način bo ostal v vojni, ne, pogojno rečeno, z družino Čeferin. Ne. Milović je pač tudi relativno uspešen poslovnež, ne, podjetnik, skratka ima nekaj denarja, si to na nek način lahko privošči, tudi, kako bi rekel, očitno ima voljo, da ustraja v tej bitki s temi Čeferini. In zdaj, če povem pač njegove besede, ne, rekel je takole, no, mogoče bo pač bolj banalno izvedel, ampak rekel je takole, ne, zdaj njega citiram: Aleksander me je nategnil 2-krat, 3. me ne bo.
Ja, to je zelo povedno, kakorkoli obračamo. Ampak Bojan, če zdaj mogoče spremeniva zorni kot zgodbe. Ne? Gospoda Milovića širša slovenska javnost ne pozna sam po tej zgodbi z odvetniško pisarno Čeferin, ampak predvsem po tem, da je bil nek neformalni vodja varnosti, svetovalec in tako naprej, brezplačni baje predsednika vlade Roberta Goloba. A je zdaj tudi Golob vrgel Milovića čez ramo, ne? Ker na nek način zdaj, če bi jaz bil recimo nek tesen sodelavec Roberta Goloba, bi se tudi počutil ogroženega, ker vidimo, da niti to te ne reši pred recimo besom ali pa srdom družine Čeferin. Ne vem, če se bo spomnil, no, mogoče se bo kdo gledal so spomnil, Mahnič, Žan Mahnič, poslanec SDS je v nekem daljšem vprašanju spraševal takrat Goloba v parlamentu, poslansko vprašanje, kakšen odnos ima on z Milovićem. Kaj je zdaj tam Milović, je pogodbeni partner, je najeti svetovalec, karkoli pač je, to je bilo takrat, ko je pač ta afera ven izbruhnila. In potem je pač Golob to zanikal, spomnim, da ne grem v te podrobnosti, oziroma pač 10-15 minut je odgovarjal Mahnič, ampak v glavnem je vse zanikal. No? In v tem intervjuju, pač prepovedanem, cenzuriranem, je Milović povedal, da je vse, kar je takrat Golob rekel o Miloviću, spomnimo o Miloviću, da se je zlagal. Aha, tudi Golob. Tudi Golob. Se pravi, na nek način Milović tudi za Goloba več ne obstaja. Ja, zdaj pač mislim, da se poskuša Golob, koliko se da od tega distancirati. Ampak pazi, hočem reči, da nekdo, ki je prišel tako daleč, recimo, da je pač bil neformalni svetovalec predsednika vlade Goloba za varnost, saj plačila je potem dobival preko Elektra Ljubljana, GEN-I in tako dalje, to so bile pač neke kompenzacije, ni kdo si ga bodi. In zdaj tudi, skratka, Čeferin nima upravka zdaj z nekim uličajem, ali pa z nekom kdorkoli XY. Milović je nek igralec na tej sceni. Ja, zgleda, da tudi resni igralci, ko pridejo si navzkriž z družino Čeferin, pač potegnejo kratko. Ampak če zdaj pogledava ta medijski oziroma televizijski vidik zgodbe Boja. Ura moči je bila paradna oddaja Planet TV, informativnega programa, posebej ob vikendih oziroma ob nedeljah, ko se je predvajala. Zdaj mislim, da se takrat neka televizijska nadaljevanka v tem terminu predvaja. Umori na podeželju. Čeprav vem, Umori na podeželju, to je tudi nek svojevrstni cinizem. Ampak vseeno, kako si ti to recimo razlagaš? Ker eno je pač, ko jaz gledam, da televizija pač nekdo tam z vrha, kot je bilo rečeno, ukaže, da se ena oddaja ne predvaja, drugo pa je, da ti kar oddajo, kot si rekel, po 4 sezonah praktično ukineš. Ja, to je, mislim, meni je pač zanimivo, ker zdaj pač vidiš, na nek način vidiš, da v bistvu tudi, če je pripravljena zasebna televizija, recimo tvegati nek rating, ki se potem pozna v manjšem pa večjih prihodkih oglaševalskih, potem veš, da je odzadje res neka velika zgodba. Po drugi strani je to največja televizija na Madžarskem, oni so neke vrste madžarski Pop TV, to so enormni prihodki, stotine milijonov evrov in je nenavadno, da bom rekel, da je pripravljena pristati na take cenzorske ukaze, enega predsednika športne organizacije. To so res zabile stvari in zdaj lahko samo ugibamo, zdaj jaz imam dokazal karkoli, ampak prav neverjetno je, kaj se dogaja v ozadju, v teh mehanizmih nam neznanega odločanja, da lahko pride do tega, da neka televizija tvega rating nedeljski gledanost oddaje samo zato, da bo ugodila nekemu Čeferinu. Ja, ker do zdaj smo imeli vsaj ta izhod v sili, bi rekel, v Sloveniji, da ko je bila pač ena ali druga opcija na oblasti, si imel kakšen medij, kjer si lahko zvedel tudi drugo plat. Zdaj nekako z ukinitvijo te tvoje oddaje imamo malo manj teh izhodov v sili, saj enega velikega manj. Ja, videl sem po teh odzivih na socialnih omrežjih, vidim, da je ljudem zelo žal, te oddaje ni več, vidim, da protestirajo, da se na to veliko odzivajo. Jaz, ko sem objavil to pač, kaj se je zgodilo takrat, da tega intervjuja ne bilo, je bilo samo na omrežju X je imel doslej 240 tisoč ogledov, jaz takega še nisem videl, in vse, kar pač v tej zvezi, se ne objavljam veliko, kar pač objavim, ker skušam, se mi zdi, da je korektno, da se pač nekatere stvari povedo. Vidim, da ima zelo nek velik odziv, velik odmev, tako da očitno to ljudi zanima in da jim je bila ta oddaja pač všeč in da so jo res gledali, in nazadnje se so številke tako kazale. Ja. Zdaj se je pa javil, mislim, da celo danes se je oglasil šef opozicije SDS-a Janez Janša, ki je rekel, da je pač ta nepredvajanje te tvoje oddaje že posnete, da je nič drugega kot cenzura in zdaj te grožnje z nekimi pravnimi uzancami, posledicami strani poslovodstva Planet TV, pač pa so še večji strel v koleno.
Kako si pa to recimo razlagaš? Najprej relativno dolg molk Janeza Janše, glede na to, da vemo, kako hiter je on recimo vsaj na družbenem omrežju X, in pa to zdaj njegovo izjavo. Ja, ne vem, očitno se je spet v zakulisju nekaj premaknili, ne, ali pa so se pojavili neka nova dejstva, pa neke nove ocene, ne, kaj bi recimo lahko, ne vem, kaj recimo lahko ta oddaja pomeni za slovensko politično sceno ali pa za slovenski medijski prostor, ne, kdo največ dobi s to oddajo, kdo največ zgubi, če te oddaje ni in tako dalje. In lahko da je zdaj prišlo do kakšne, ko bi rekel, do revidiranja kakšnih stališč, karkoli, ne, in je na podlagi tega pač predsednik SDS objavil ta tweet. Ne. Takrat se je pa res, takrat, ko sem jaz pač objavil, sicer se je odzval, ampak na nenavaden način. Ne. Napisal je, skratka, ni obsodil cenzure na Planetu, ampak napisal je, da na Nova 24 TV ni cenzure. Kar ni imelo dobene logike, ne, veš, ne, ampak čez nekaj dni kasneje, pa mislim, da potem, ko je Miran Videtič objavil en tekst, v katerem razlaga, da je prišlo v ozadju očitno do nekega pakta, dogovora med Aleksandrom Čeferinom in pa Janezom Janšo, takrat se je potem začel počasi Janša odzivati na te stvari. Zdaj, če pogledamo še malo širše, Bojan, istočasno, ko se je tebi zgodila ta cenzura, smo bili pa priča še dodatnemu razglasu, bi jaz temu rekel, osvoboditve v narekovajih nacionalne televizije, kjer sta isti teden nastopila pol brata, najprej mlajši kot uradni predstavnik vlade, čeprav je poslanec Državnega zbora, torej član druge veje oblasti v oddaji Tarča, potem pa v nedeljo v oddaji Politično še starejši pol brat, ki pa je urednik pač enega tednika. Ja, to je pa depolitizacija, ne? To je pa depolitizacija. Dobro, zdaj pač situacija je tako nanesla, da se je pač očitno ta družina Lucu, Žavbi, Repovž, v tej konstelaciji z Gibanjem Svoboda, kako bi rekel, na sceni ukrepila. In jaz sem ta teden napisal članek, ampak na podlagi informacij iz poslanske skupine Gibanja Svobode, da se celo Robert Golob malo boji, to je bila dikcija tega Lenarta Žavbija, ravno zaradi tega poslanca Lenarta Žavbija, ravno zaradi teh medijskih povezav, ki pa vodijo tudi potem seveda v te politične kroge, ker Gregor Repovž je bil vedno, še prej, ko je delal kot novinar na Delu, še vedno je prišel z urednika Mladine, je bil politično zelo, ko bi rekel, povezan s politiki. Takrat se je govorilo celo, da posoja svoje novinarsko ime za članke, ki jih pišejo nekateri drugi iz vrst politiki in tako dalje. Tako da pač te stvari so pa nas mogoče bolj povezane. Ta personalne povezave med politiko in mediji so bistveno bolj intenzivne kot recimo na kakšnih drugih scenah, recimo v Angliji, v Nemčiji, v Franciji, v drugih zahodnoevropskih državah. Ja, sej poslanec Žavbi ima kar, je videti, nek agresiven nastop. Sej v tej omenjeni oddaji Tarča je celo poslanskemu kolegu Francu Brezniku malo vzelo sapo, se mi zdi, ko ga je kar tam v sred oddaje poslal na dopust. Ja, ta njegov nastop pa se mi zdi, tukaj je pa zdaj pač podedal en karakter od očeta. Oče Aleksander Lucu pač sicer nastopa na televiziji, ampak je pišoč novinar, ampak on zasebno je takšen karakter, ki ga pač poznam, kot je recimo njegov sin, ta Lenart Žavbi, javno. Zasebno je Aleksander Lucu takšen, kot je Lenart Lucu javno. Bojan, čisto za konec najnega... Pardon, Lenart Žavbi se povečuje. Čisto za konec najnega nocojšnjega pogovora. Kaj misliš, da se bo zdaj zgodilo? Zdaj ti seveda, če prav razumem, pravno, formalno nimaš pravice do vsebine, ki sta jo posnela z gospodom Milovićem, ne moreš je predvajati, ne moreš je pač posredovati naprej, da bi jo kdo drug predvajal. Kaj misliš, da se bo s tem zgodilo in kaj se bo zgodilo s tvojo, da tako rečem, kariero pač urednika in voditelja televizijskih oddaj? Zdaj, jaz moram reči, da jaz fizično intervjuja nimam. Jaz sem tudi prosil, če bi ga dajal vse za osebni arhiv, da ga pač imam, ker imam do intervjuja moralne pravice, ampak mi na to niso odgovorili. Tudi ne ni bilo rečeno na to mojo pisno prošnjo. Zdaj, kaj se bo zgodilo z oddajo, zdaj ta hip težko rečem, ker pač ne vem. Jaz sem tistih dveh pogojih, ki sem jih pač povedal, pač ustrajam, če bodo izpolnjeni, bodo, če ne bodo, pač ne bodo. Ampak nič, življenje gre svojo pot, delam na portalu in tako pač mislim, da bo šlo naprej. Ja. Bojan Požar, najlepša hvala za tvoje gostovanje v naši nocojšnji oddaji in vsa pojasnila. Gledalke, gledalci, to je bil v tem, zakaj postajamo Čeferinolandija, že 1063. faktor na TV3.
Gledajte našo oddajo do konca tedna, mi pa se v živo spet vidimo v ponedeljek, ko bomo komentirali, zakaj vlada jebe zdravnike in samostojne podjetnike v glavo. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.